Danes v Pomurskem dnevniku zastrupitev 7 delavcev. Trpinčenje na delovnem mestu. Mednarodni dan sreče. Začetek koledarske pomladi. Vreme jutri oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pred dnevi je v okolici Ptuja za preplah poskrbela novica, da se je na piščančji farmi z neznanim plinom zastrupilo 7 delavcev. Meritve na terenu sicer niso zaznale, za kakršen plin gre, in šele v bolnišnici se je izkazalo, da gre za zastrupitev z monoksidom zaradi ogrevanja hleva. Po intenzivni terapiji s kisikom so vsi delavci že zapustili bolnišnico, a takšna zastrupitev bi lahko bila tudi usodna. Na farmi Kokol pri Vurbergu so nameščali majhne piščance za temi vrati. Delo je potekalo kot običajno, dokler enemu izmed delavcev ni postalo slabo. Je prišel ven, pa nismo vedeli, kaj je, smo mislili, da pač je tudi starejši malo, in pol pa so kar en za drugim prišli ven in je bilo slabo, niso bili več močni toliko, ne. In so prišli ven, pa so bili vsi tak, pa smo poklicali rešilca, povedali, zakaj se gre, in so prišli 3 rešilce, 3 avte, so preverili vse in so ti, ki so bili v farmi, so odpeljali v bolnico. Informacija o 7 zastrupitvah z neznanim plinom pa je v splošni bolnišnici Ptuj sprožila postopke po posebnem protokolu. Aktivacija našega načrta o masovnih nesrečah, ekipe so bile pripravljene, sprejeto je bilo takoj na zdravljenje 7 oseb, ki pa na srečo z izjema 2 niso kazali neke večje prizadetosti, in tudi pri vseh teh je bilo zelo kmalu jasno, da gre za zastrupitev z ogljikovim monoksidom, ustrezno povišene so bile vrednosti v krvi. Hujše posledice je preprečilo nekajurno vdihavanje kisika. Takšna zastrupitev lahko sicer oteži delovanje vitalnih organov in v skrajnem primeru privede celo do smrti. Gasilci s posebnimi napravami monoksida sicer niso zaznali, a so hitro posumili, da bi bilo za zastrupitev lahko krivo ogrevanje na plin. Ne, zato plinske koklje, tako imenovane, prihaja do nepopolnega gorenja in se zaradi nezadostnega zračenja lahko prične nabirati tudi ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid vemo, kako vpliva na človeško telo, je dejansko brez barve, vonja in okusa, pri večjih količinah pa lahko povzroči tudi smrt. A gretje je prav pri nameščanju majhnih piščancev ključno, saj naj bi prve dni v hlevu preživeli pri temperaturah blizu 30 stopinj Celzija. 16 let, ki imamo plin, se nam to ni nikoli zgodilo. In zdaj pač moramo vedeti za drugič, da lahko pride do tega, da se malo bolj prezrači, ne. Izkušnja, ki tako za zastrupljene kot za lastnika farme hujših posledic očitno ne bo imela. Niti pri 26.000 piščancih ne, ki jih bodo tu zredili v naslednjih 35 dneh. Spreminjajoče se delovne razmere, tekmovalnost med sodelavci, strah pred izgubo službe, delovna preobremenjenost, nezadovoljstvo z delovnimi razmerami in plačami, nesposobnost vodij. Vse to so razlogi, ki lahko vodijo do trpinčenja na delovnem mestu. Zato se v marsikaterem podjetju slabšajo psihosocialne delovne razmere in večajo bolniške odsotnosti zaradi psihičnih preobremenitev. Več o trpinčenju na delovnem mestu nam bo povedal naš današnji gost Miran Vrbanič iz pravne pisarne Pogodba 24. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, mogoče na začetku najprej, kakšna sploh je opredelitev trpinčenja na delovnem mestu? Tukaj Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje trpinčenje kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali skrajno negativno ali žaljivo vedenje ali ravnanje usmerjeno proti posameznim delavcem ali v zvezi z delom. Zdaj, takšno ravnanje je torej v skladu s 7. členom zakona prepovedano, ta člen pa hkrati prepoveduje tudi spolno in drugo nadlegovanje na delovnem mestu. Ima v teh primerih, ki ste jih zdaj našteli, potem delodajalec kakšne obveznosti? Delodajalec mora zagotavljati takšno delovno okolje, da noben delavec ni izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju na delovnem mestu s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Takšen namen oziroma ta namen mora sprejeti tudi ustrezne ukrepe za zaščito delavcev, o katerih mora tudi pisno obvestiti delavce. Pa ima tisti trpinčen delavec potem kakšne pravne možnosti oziroma kakšne so njegove pravne možnosti?
Primarno lahko delavec za zahtevo za varstvo pravic zahteva, da delodajalec odpravi trpinčenje v roku 8 dneh, ne glede na to, kdo na delovnem mestu izvaja trpinčenje. Kolikor delodajalec te svoje obveznosti ne izpolni, pa se lahko potem delavec odloči za sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Hkrati pa predstavlja trpinčenje na delovnem mestu tudi en izmed razlogov za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Več o tem pa si lahko gledalci preberejo na naši spletni strani pogodba24.si. Važno pa je, da delavci zraven tega, da poskrbijo za svoje pravice preko navedenih pravnih institutov, poskrbijo tudi za svoje psihofizično zdravje. Prav, najlepša hvala vam za ta hitra pojasnila in nasvidenje do prihodnjič. Hvala vam. Vsi dobro vemo, da brez vode ni življenja, pa vendar je ravnanje ljudi z vodo iz leta v leto bolj skrb zbujajoče. V 2016 smo v Sloveniji načrpali 887 milijonov kubičnih metrov vode, 80% iz površinskih in 20% iz podzemnih vodnih virov. Letos mineva 26 let, odkar je Generalna skupščina OZN razglasila 22. marec za Svetovni dan voda. Vsako leto se na ta dan spomnimo, kako pomembna za življenje je voda, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je odgovorno ravnanje z njenimi zalogami. V letu 2016 smo v Sloveniji načrpali 887 milijonov kubičnih metrov vode, 706 milijonov kubičnih metrov iz površinskih, 181 milijonov kubičnih metrov pa iz podzemnih vodnih virov. Skoraj vsa voda, načrpana iz površinskih vodnih virov, je bila uporabljena za proizvodne procese v različnih industrijskih dejavnostih. 88% vode, načrpane iz podzemnih vodnih virov, pa je bilo uporabljene za potrebe javnega vodovoda. V letu 2016 je bilo v Sloveniji za javni vodovod iz vseh vodnih virov načrpanih 162 milijonov kubičnih metrov vode. Največ vode iz javnega vodovoda je bilo dobavljenega gospodinjstvom. V letu 2016 je nazaj v okolje steklo 909 milijonov kubičnih metrov odpadnih voda. Leta 2016 smo v ustavo vpisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Čeprav velja Slovenija za z vodo bogato državo, bomo morali s trajnostno naravnanim odnosom do okolja poskrbeti, da bo taka tudi ostala. Zdravi so veliko bolj zadovoljni s svojim življenjem kot tisti z zdravstvenimi težavami. Višje in visokošolsko izobraženi bolj od manj izobraženih, dijaki, študenti bolj od delovno aktivnih, brezposelnih in upokojencev. Med moškimi in ženskami pa ni bistvene razlike. 20. marec je za Mednarodni dan sreče razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 12. julija leta 2012, tako da ga letos zaznamujemo že 6. Ali se oseba počuti srečna ali ne, je odvisno od veliko dejavnikov. Marsikaj se sicer da pojasniti z ekonomskim stanjem v državi, ne pa vsega. Pogojev za občutek sreče namreč ne ustvarjajo le blaginja v državi, niti ne finančno stanje gospodinjstva oziroma posameznika, temveč tudi zdravje, položaj na trgu dela in podobno. Po zadnjih podatkih so prebivalci Slovenije v zadnjem času precej bolj zadovoljni kot v preteklosti, kajti kazalnik zaupanja potrošnikov je januarja 2018 dosegel rekordno visoko vrednost. Zadnji primerljivi podatki o zadovoljstvu življenjem na ravni Evropske unije, ki so na voljo, so iz leta 2013. Slovenija je po teh podatkih dosegla povprečno oceno, ki je bila enaka povprečni oceni celotne Evropske unije. Slovenija se je glede na delež srečnih oseb v 2013 uvrstila na 12. mesto, glede na povprečne ocene zadovoljstva s finančnim stanjem v gospodinjstvih pa na 18. mesto. Srečo lahko definiramo na več načinov. Ena najbolj splošnih filozofskih definicij je, da je sreča stanje popolne zadovoljitve in odsotnost vsakršne želje. Ob praznikih in posebnih dogodkih si skoraj vedno zaželimo med drugim tudi srečo in zadovoljstvo. Podatki kažejo, da ljudje srečo razumemo različno glede na zunanje okoliščine, ki vplivajo na naše življenje in na naš občutek sreče, sami pa na nje velikokrat ne moremo vplivati. Z današnjim enakonočjem se na severni polobli začenja koledarska pomlad. Podobno kot na začetku meseca, ko se je začela meteorološka pomlad, se tudi na prvi dan koledarske pomladi obetajo zimske temperature. Sonce je ob enakonočju nad obzorjem toliko časa kot pod obzorjem, nato pa bodo dnevi daljši od noči. Po manjši snežni pošiljki v minulih dneh se danes obeta suho vreme z jutranjimi temperaturami pod lediščem in najvišjimi dnevnimi, ki bodo med 0 in 4 stopinjami Celzija.
Za ta čas hladno vreme se nam obeta še vsaj do četrtka, v sredo zjutraj pa zlasti v južni Sloveniji lahko pričakujejo še kakšno snežinko, poroča STA. Prvi pomladni dan, torej za razliko od lani, ko so temperature ponekod segle do 20 stopinj, ne bo nič kaj pomladen. Sicer pa se je na podoben način 1. marca letos začela tudi meteorološka pomlad, torej s povsem zimskimi razmerami. Na spletnem portalu sobotainfo.com se sprašujejo, ali bi lahko prekmurščina bila kaj več kot samo narečje. Preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva oblačno, ponekod v južni Sloveniji lahko rahlo naletava sneg. Čez dan se bodo oblaki trgali. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 4 stopinje Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili -3, v Radencih in Murski Soboti -1, v Lendavi pa 1 stopinjo Celzija. Jutri bo sprva oblačno, ponekod v južni Sloveniji lahko rahlo naletava sneg. Čez dan se bodo oblaki trgali. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo v vzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od -5 do -3, dnevne pa okrog 6 stopinj Celzija. V četrtek bo po večini sončno, veter bo slabel, še bo hladno. V petek bo pretežno oblačno in suho, postopoma bo topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -7 do -2, dnevne pa od 6 do 9 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin najdete na spletni strani, z nami pa bodite tudi jutri. Nasvidenje.